Definitivno takšni in podobni poslovni dogodki, ki jih organizira gospodarstvo oziroma asociacije vezano na gospodarstvo, so izjemno pozitivne in pa vzpodbudne in imajo svojo vizijo, imajo svoja pričakovanja in jih osebno zelo podpiram, ker sem tudi sam iz medijske hiše, torej Primorskih novic. Žal mi je, da tukaj pač niso bile prisotne prve osebe, ministri, ki so bili tukaj vabljeni. Torej, definitivno gospodarstvo tukaj pričakuje zelo hitre in konkretne ukrepe. Vprašanja in teme, ki so bile tukaj izpostavljene, imajo svoje mesto, so sigurno, bom rekel, posledica problemov, s katerimi se soočamo kot gospodarstvo. Gospodarstvo ni samo zdaj klasična primarna proizvodnja, tukaj govorimo torej tudi o turizmu, sestavni del tega je problematika infrastrukture, tako da osebno izjemno pozdravljam takšna in podobna srečanja in mislim, da bi morali biti tukaj do politike še bistveno bolj agresivni in zahtevati in pričakovati takojšnje ukrepe. Vemo, da to ne more biti čez noč, ne more biti čez dan, vendar takšna in podobna srečanja pozdravljam in podpiram gospodarske zbornice, da se borijo za ta svoj del, da gremo jutri z eno boljšo, bolj povezano Primorsko v neko bodočnost. Sedemindvajseto združenje gospodarstvenikov Primorske je zelo pomemben dogodek. Še dodatno točko pomembnosti je dodalo to, da smo se zdaj združile vse tri primorske gospodarske zbornice in na ta način združile to našo primorsko moč, ta primorski glas, ki ga je potem slišati, bom rekel, do Ljubljane in pa tudi do vlade, ki jo jemljemo kot enega od močnih partnerjev, s katerim želimo graditi stvari in, bom rekel, prispevati bistvene korake k blaginji naše države. Vemo, da dobro delujoče gospodarstvo je dobra podlaga za delujočo državo.